hočem poslušati, koliko je bil probleme z izvajalci. Res. Ja, lej, sej, bomo tudi do tega prišli najbrž naenkrat. Torej, pozdravljeni v prvi oddaji, v kateri se sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Robi, kako si? V redu, hvala. Tudi mal me muči trema, ne baš pred tole prvo oddajo, ampak vsem deva v bistvu začeti s tem, da se predstavlja. Pa bom jaz recimo kot pobudnik tega začel. Skratka, moje ime je Matevž Dolenc, sem sicer doktoriral na Gradbeni fakulteti v Ljubljani. Sicer pa recimo, če že govorimo o BIM-u, bi rekel, da so moje izkušnje zelo znanstveno raziskovalne. Razen, da sem v bistvu se trudil v dveh primerih, ko smo prenavljali hišo, nekaj z BIM-i modelirati. Ni mi zelo detaljno uspeva, zaradi ker arhitekt na koncu je zmer razne črte noter vlekel po mojih lepih modelih. Tako da sem te ideje pa zelo hitro opustil, pa smo prišli na svinčnik pa papir. Ja, to je to zaenkrat, mislim, da bo kar v redu. Ja, moje ime je pa Robert Klinc, za prijatelje vse sem Robi. Moje izkušnje z BIM-i in modeliranjem so tudi precej omejene, glede na to, da sem imel zelo velike načrte, pa potem pri lastni hiši vse padalo v vodo. Me pa res me zanima BIM v praksi, če lahko zaživi in zakaj še ni. Zato tudi sem bil za ta podcast, ker bi se rad še kaj naučil. No, mogoče na tem mestu dobro povedati, da smo mi dva kar sodelavca, ne? Mi smo malo tako pisarna, ena zraven druge. Tako da tole sicer snemamo po Skypu, ampak lahko bi se tudi najbrž v pisarni usedla pa to posnela, ampak v tem daj drugič mogoče. Tako. Mogoče bi, ker je prva oddaja, recimo naredili en tak uvod, zakaj sploh recimo oddaja o BIM modeliranju, procesih in tako naprej. Ne? Moram priznati, da je ideja saj pri meni zorela že zelo dolgo, oziroma mogoče ne o tem konkretnem podcastu, ampak o kakšnem drugem. No, izkazalo se je, da mislim, da je ta, diskusija okoli BIM-ov, ali je zelo znanstvena, ali pa zelo praktična. Da je pa v bistvu neke take konkretne povezave med enim in drugim ni, tako da recimo, da mi na fakultetah zelo recimo mogoče včasih preveč zviška gledamo na to, kar se v praksi dogaja. Verjetno enako tudi v drugi smeri, kjer mislijo, da mi delamo neke zelo utopične ali pa ne vem kakšne druge stvari. Tako da zato recimo ena takšna oddaja, kjer bi upam z gosti, ki jih bova imela, znala pokomentirati trenutne novice, predvsem se dotakniti, kako BIM v Sloveniji, kako jasno BIM v svetu, kam se to pelje in jasno se skupaj povezati z drugimi IT-ovskimi zadevami, kar se tiče gradbeništva. Ja, moja zgodba je malo drugačna. Kot poslušalec podcastov sem tudi že dolgo razmišljal o tem, da bi kaj takega snemal, pa nisem imel prave teme oziroma niti ne pravega sogovornika. To sem se zelo hitro pustil prepričati v ta podcast. Bom pa vzel to kot priložnost, da se o BIM-i naučim še več oziroma še mnogo več, kot sem vedel do zdaj.
Glede na to, pa, da smo samo dva na tem podkastu in da se že mi dva sama niti ne strinjamo o tem, kaj bi naj BIM bil, bi predlagal, da začnemo pri tem. Se strinjam. Ti, kar povej, tvoje videnje tega, pa veš, da se mi dva dejansko ne strinjava čistko 100%. Ne, tudi mi dva se že med sabo ne strinjava, ker sam osebno dojemam BIM. BIM je kratica angleško za Building Information Modeling in sam to razumem kot informacijsko modeliranje stavb, kar pomeni, da zame je BIM proces izdelave in upravljanja digitalnega modela oziroma lahko tudi podatkov, s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel. Jaz sem si ta navedek sposodil z strani arhinova.si. Vem pa, da nekateri, med drugim tudi ti, Matevž, to razumete malenkost drugače. Jaz bi se strinjal na vsak način, oziroma bom tako začel, da je BIM ima eno težavo, podobno kot free software, kjer je tisti free lahko razumemo kot svoboden ali pa nekaj, kar je brezplačno oziroma zastonj. No, tam v BIM-ih tudi načeloma ali je to modeling ali pa model, se pravi model, informacijski model zgradbe. Bom rekel tako, da na vsak način je to proces, ampak mogoče v mojem videnju bi rekel, da je proces, katerega rezultat je model zgradbe, se pravi ta informacijski model zgradbe. In zato recimo, da jaz to mogoče bolj gledam skozi model, kot si pa že sam povedal, je pač definicije so takšne in drugačne. Ena je iz National Institute of Building Science iz Amerike, kjer pač ta informacijski model zgradbe predstavlja digitalno predstavitev fizičnih in funkcionalnih lastnosti zgradbe. Skratka, pač poudarek je tukaj na modelu, ampak mislim, da je oboje stoji, razmišljanje je lahko različno. Bi pa rekel, da pač, če rezultat tega procesa ni na koncu nekaj, kar je informacijski model zgradbe, pol sem majčkeno skeptičen, da je to pač dejansko BIM tak proces, kot bi moral biti, ne? Če tega modela na koncu ni. Tako, midva se ne strinjava v bistvu v tem, ali je BIM rezultat nekega procesa ali je BIM zgolj orodje v tem procesu. Ampak do zaključka nismo prišli že v mnogih debatah, teda mislim, da tudi danes boljše, da ne začnemo s tem. Ne, skregale se ne bova tako od začetka, ne? Ampak mislim, da je kot rečeno, oboje stoji in jaz na vsak način spoštujem tvoje videnje tega. Kot tudi jaz spoštujem tvojega. Gre samo za pač moje je pač ne recimo, da je mogoče se mi zdi zelo pomemben ta model, končen model. Mislim, ta končen model ni končen nikoli, ne, ker naj bi se po nekih definicijah jasno dopolnjeval skozi celoten življenjski cikel in jasno pol, če je to celoten življenjski cikel, potem ne bi ta proces, kaj sem pol, tudi tekel celoten življenjski cikel, ali se motim? Seveda. Ok, sam da vem. Zato pa pravim, da je model v tem primeru samo orodje v procesu, nikoli pa končni rezultat. V redu. No, da je pa pustiti zadevo tako delno odprto. Me zanima, kam se bo tehtnica nagnila ob bodočih gostih tega podcasta. Tudi mene zanima. Zdaj ena taka standardni del oddaje ne bi bile novice. Recimo, da so to aktualne novice teden, 2 tedna stare, ki jih pač mi dva recimo, da zbirava oziroma malo pregledava, zberava tiste, ki se nam zdijo najbolj primerne za diskusijo v danem trenutku.
No in če kar začnem na spletni strani building.co.uk, skratka spletna revija oziroma imajo tudi tiskana revija, že celo sem zasledil Digital Construction Review iz marca 2016. V bistvu je en tak kar obsežen dokument. Predvsem me je fasciniral tisti prvi del. Če se spomnim, smo pač vedno počnemo neke ankete. No, pač na tej spletni strani oziroma reviji so se tega tudi lotili v Angliji. Ta anketa je recimo lani decembra se začela izvajati in jaz mislim, da je kar nekaj presenetljivih rezultatov. Mogoče en takšen je, da uporabniki precej dobro razumejo koristi mobilnih naprav, še posebej na gradbišču, in to s pridom izkoriščajo. Mogoče je zanimivo nekako tudi to, da je pa kot BIM kot tak niso vsi definirali kot nekaj zelo, zelo pomembnega, oziroma nekaj, kar bi dejansko v osnovi spremenilo njihov način razmišljanja. In v temu članku nekako poizkušajo to zanimivo pojasniti, da je pač BIM kot tak jasno ne bi bil zajel vse stroke, ki sodelujejo pri neki gradnji oziroma vzdrževanju zgradb. No in skratka razlaga je ta, da vsi recimo sodelujoči pri teh projektih ne vidijo enakega učinka BIM-a, ali je to zaradi splošne uporabe oziroma pač uporabe BIM-a v praksi ali pa kaj drugega, v bistvu niti ne vem. Mislim, da tudi v članku niso zelo detaljno analizirali tega. No, drug pa je v bistvu tak, ki me pa še posebej nekako presenetil, pa je definitivno povezan z drugo novico. Je pa to, da mislim, da je april oziroma aprila 2016 bi morali gradbene firme za javno naročila v Angliji oddajati oziroma upoštevati ta level 2 specifikacijo. No in baje po tej raziskavi naj bi samo 32% podjetij bilo pripravljenih na to. No in če se spomnim, da smo že aprila 2016, mislim, da je to kar zaskrbljujoče. To pa tudi mene preseneča, glede na to, da so se pripravljali na ta prehod že, mislim, da zdaj kar nekaj let. To je mislim, da so ga že vmes tudi podaljšali, ampak mislim, da je bilo to tako vsaj prehod, glih v članku berem do 2011, 5 let. 5 let so imeli časa za ta recimo tak zelo blag prehod na ta level 2 BIM. Mogoče ne bova se zdaj spuščala v tehnične detajle, kaj level 2 BIM je, ampak to kdaj drugič mogoče, ko bo kakšen sogovornik, ko bo to detaljne pojasnil. Tako, če se navežem na to novico, moja novica prehaja ravno glede BIM level 2 v Veliki Britaniji. Bila je objavljena, pred mesecem je bila objavljena stran BIM-level2.org. Kar je mene najbolj presenetilo je to, da so dejansko objavili večino standardov, ki se tičejo BIM-a na tem nivoju, na drugem nivoju, so jih prosto objavili na spletni strani. Če to primerjamo z standardi v Sloveniji, kjer ni praktično noben standard ni brezplačen, je to, se mi zdi, da kar korak v pravo smer. Zato me tudi preseneča teh 32% pripravljenih podjetij na prehod na BIM, ker vem, da za vsa javna naročila bi naj
res aprila oziroma v prvi polovici letošnjega leta naj bilo to obvezno. Kaj je ta level 2, če mogoče kdo ne ve? Obstaja en model, kjer so razdelili digitalne modele v gradbeništvu, v inženirstvu na splošno, so razdelili na posamezne nivoje, ki grejo od nivoja 0 do nivoja 3, pri čemer je nivo 0 v bistvu CAD programi, digitalni načrti, ki so razkropljeni po različnih panogah, potem grejo preko nivoja 1, nivoja 2 do nivoja 3, da ne grem preveč v podrobnosti. In v Veliki Britaniji uzakonjajo vse digitalne modele na tem level 2, na nivoju 2, ki bi naj bili elektronske informacije z določenimi samodejnimi povezavami, kar pomeni, da bi naj bili vsi podatki o neki zgradbi, o neki stavbi, bi naj bili zbrani v digitalni obliki in omogočali določene samodejne oziroma avtomatske povezave entitet med sabo, kar pomeni, da bi ne zajeli več panog in podobno. No, in na tej omenjeni strani, ki povezavo do nje boste našli lahko tudi v zapiskih, na tej omenjeni strani se nahajajo standardi, so že pripravljena določena pojasnila, tudi uvod v to, kako se lotiti BIM-a level 2. Je pa še stran v izdelavi, kar je še en podatek oziroma še en dokaz za to, da mogoče res še niso pripravljeni na ta level 2. Jaz bi tle mogoče dejansko dodal, da če to dvoje sešteješ in to anketo in s temle, recimo temu na pol dokončane spletno stranjo, mislim, da so nekako ugotovili, da bo treba zadevo pospešiti oziroma pomagati tudi vsem tistim majhnim podjetjem, ki recimo, da do zdaj niso zelo veliko investirali ali pa nekako ali nimajo znanja, sredstev, konec koncev verjetno tudi želje po tem, ne? Po vsej verjetnosti pa morajo nekako biti pripravljena tudi ta mala podjetja, če hočejo biti kot neki podizvajalci pri teh javnih naročilih. Tako da najbrž ne more biti samo te velike firme pripravljene, ampak mora biti dejansko do tistih najmanjših mikropodjetij, v bistvu, če hoče jasno nekako sodelovati, vsaj kot podizvajalci na teh velikih, recimo relativno verjetno velikih projektih. Tako je pa že znano iz drugih področij gradbeništva, da se običajno vsi sodelujoči po nekem projektu na koncu zedinijo oziroma srečajo na najnižjem skupnem imenovalcu. Če so to podizvajalci ali pa glavni izvajalci, običajno se morajo prilagoditi pač najbolj informacijsko nepismenemu med sabo. Tako da. Ja, to je tak tipično standarden problem, še posebej v gradbeništvu verjetno. Torej, naslednja takšna novica, recimo v zadnjem času se veliko dogaja na področju virtualne resničnosti, še posebej z raznimi napravami, ki sedaj končno dobivajo obliko in jih je možno tudi kupiti. Tako naprimer Gear VR od Samsunga in pa Oculus Rift in podobne naprave, nekaj še takšnih, ki naj bi recimo saj v prvi vrsti omogočile tudi končnemu uporabniku neko res takšno virtualno izkušnjo. V prvi vrsti verjetno ciljajo v začetku na igranje iger takšnih in drugačnih. Je pa tale članek, ki je med novicami objavljen na Building Design and Construction. In spet relativno nova zadeva, kjer pač recimo dobro in tehno gledajo v to, kako VR oziroma virtualna resničnost, kako bi lahko
to tehnologijo prenesli v gradbeniško prakso. Je pa res, da virtualna resničnost mogoče za gradbeni ni toliko zanimiva, kot je recimo temu razširjena resničnost. Je pa sem skoraj prepričan, da je predvsem dosti bolj enostavno virtualno resničnost nekako prenesti v uporabo, kot pa nekaj, kar je zraven povezano še s kamerom, se pravi z neko živo sliko, se pravi tiste razširjene resničnost, da bi se dejansko dogajalo v realnem času, in to zna biti kar velik problem. Tako da mislim, da je ta zadeva zanimiva, še posebej pač tipično za razne vizualizacije, še posebej nekih arhitekturnih detajlov, mogoče manj za same izračune. Ampak recimo, da se pustimo presenetiti in bomo videli, kaj se da okoli tega dejansko narediti. Nekaj zelo uporabnega. Mislim, da smo končno prišli do nekih strojnih naprav, ki so dovolj kvalitetne, dovolj napredne, da se da ne več razmišljati o tem, kako to zadevo spraviti na zaslon, ampak predvsem o samih aplikacijah na posameznih problemih. Tako, tudi mene zanima, kaj bo prenesla prihodnost, sploh glede na to, da zaenkrat oziroma do letošnjega leta še ni bilo pravih aplikacij v gradbeništvu. Ja, zdaj, ne vem, če si slišal za tale Oculus Rift. Je zanimivo v bistvu to, da je pa razlika je med Oculusom v Oculus Rift oziroma med tam na Gear VR-om, predvsem v tem, da pač Gear VR potrebuješ telefon, Samsungov telefon ta nov, ne vem, 7.7, Edge, 6 in tako naprej. Medtem, ko za Oculus Rift je zadeva priklopljena direktno na računalnik in je, da rabiš neko relativno hudo strojno opremo za to, da ta očala oziroma pač ta del, skozi katerega gledaš oziroma v katerem si zaprt bolj ali manj, dejansko dela tako, kot mora. To sem tudi danes jaz prebral. In bi ne bila potrebna grafična kartica za vsaj 1000 evrov. Ja, fantastično. Ne? Tako da, ne vem, enkrat so še celo, mislim, da ocenili koliko računalnikov na svetu je ta trenutno pripravljenih na v bistvu za to, da se da Oculus Rift sploh priklopiti na računalnik. Mislim, da je tam nekih 1,5 milijona takšnih računalnikov, kar ni blazno velika številka. Ne. Mislim, bomo rekli, da je zastrašujoče majhna. Tako. Ok, kaj smo obdelali potem novice? Tako. Sledijo hitre vprašanja. No, ta hitre vprašanja so v bistvu, bomo videli, kako se bo obnesla. Danes jih bomo midva nekako krotila, drugače bo pa jasno gost moral zelo na hitro kaj povedati o tem. Torej, prvo hitro vprašanje, pa recimo, da ti nadaljuješ pa z drugim, je BIM programska oprema. Če se moraš zdaj odločiti, kjer ga boš rekel? Moram priznati, da jaz ne poznam veliko BIM programov, ker jih nisem veliko uporabljal. Največ sem uporabljal Archicad in še to pred leti. Če bi se odločil v tem trenutku, pa da bi pri tem cilju na Slovenijo, bi se odločil ali za Archicad ali za Revit. Ok, jaz bom to bolj diplomatsko pač povedal, ne? Oziroma ne bom diplomatsko, ne? Ampak bom tako zelo praktično, zaradi tega, ker sem pač recimo temu Robi bi rekel, da sem Apple fanboy. Zaradi tega, ker je Archicad, kakorkoli hočemo to reči. Kako se to pravzaprav reče? Archicad? Mislim, da Archicad, čeprav pri nas si govorijo Archicad. Ja, no.
vse vemo, kaj mislimo. Ne? To je edina zadeva, ki dejansko teče na Applovih računalnikih. Tako da takrat, ko je bilo treba se odločiti, katerega izmed naštetih revitev, all-planov in podobnih bom uporabil za modeliranje svoje hiše, je bil jasno Arhicad edina odločitev. Tako da tle ni debate. Ne? Tako si potegnil črto. Tako. No, pa če nadaljujem, bi to vprašanje v bistvu so že odgovorila, ampak bova še enkrat ponovila, da bomo lahko primerjali z odgovori najnih gostov. BIM, kaj je to? Model ali proces? Ja, model, hvala Bogu. Ne? No, v redu. Ostajam pri procesu in gremo na tretje. No, tretje vprašanje je pa OpenBIM. V smislu, ali je vredno truda, da kot recimo nek uporabnik v praksi, ki mora nekaj narediti z BIM-i in uporablja enega izmed prej naštetih programov ali pa še kakšnega tretjega, ali se je treba nekako majčkeno ukvarjati s tem, da razmišljamo o odprtem BIM-u, se pravi odprtem v smislu uporabe standardnih zapisov zaradi jasno kompatibilnosti z drugimi sorodnimi programi, se pravi ne samo tistimi, ki so v osnovi namenjeni za arhitekturo, ampak predvsem tudi 1000 in en program za analizo temperaturnih in drugih stvari. Ne? Kaj praviš? Jaz osebno mislim, da ne. No, jaz bom tukaj jasno zagovarjal, da je nujno. Tako tudi svoje študente zmeraj prepričujem, sicer mi najbrž to v veliki meri ne uspeva. Ker mislim, da če tega ne bomo naredili, potem se spomniš tistih otočkov avtomatizacije, o katerih bomo mogoče enkrat v prihodnosti govorili. Bodo tiste otočke avtomatizacije prej so bili nekje arhitekti, nekje so bili inženirji, nekje spet neki drugi, ne? Strojniki naprimer, in se niso kaj prav dobro med sabo razumeli. No, če OpenBIM ne bo ratal, pa poznaš mene, kjer zmeraj zavijam z očmi, ko je treba kakšen IFC uporabiti, bom rekel, da če to ne bo res, potem bomo dobili točke, kjer bodo na enem Autodesk, na drugem Graphisoft oziroma Nemeček po ta novem, pa Allplan in tako naprej. Tako da ne bi si želel te prihodnosti, lahko pa rečemo, da čez 20 let bo pa tako vse Autodesk prevzel, pa bomo zadevo rešili. Jaz moram na tem mestu povedati, da če bi imela ta pogovor en mesec nazaj, bi se absolutno strinjal s tabo. Ampak trenutno imam pa skupino študentov, ki delajo direktno z arhitekti in dobivajo modele v različnih formatih. In praktično vsem je uspel uvoziti te modele v svoje programe, praktično vsem, zelo redkim ne, brez da bi kdorkoli od njih vedel, kaj je to IFC, katerokoli izmenjava podatkov, karkoli, in to samo s temi proprietary formati, zaprtimi formati. Ali so to počeli preko umestnih programov, ali so to počeli direktno, v glavnem ti umestniki so precej boljši, kot so bili. Tako da jaz mislim, da se še vedno bi rad videl, da bi bil nek OpenBIM, nek standard, ki bi to izmenjavo omogočal, ampak očitno se da tudi brez. Mogoče je ena pol vprašanje pri tem, ali so prenašali sam 3D model ali tudi kaj drugega. To je seveda res, prenašali so večinoma samo 3D model. Okay, potem recimo priznam, verjetno v tem primeru se to prenese verjetno 100% čez. Ne? Veš pa sam, ne, da po definiciji to ni sam 3D. Ne. Je še cel kup enih drugih stvari, pa če se spomniš, kako se stvari delajo v IFC z raznimi
čudnimi označbami v IFC-ju, kjer jasno te pozna sam tisti program, ki je to naredil. Potem najbrž pač recimo, da sem zelo, zelo skeptičen, da to dela tako recimo po celi črti. Ne? Za 3D pa na vsak način. Ne? Se seveda strinjam, ampak se pa oba verjetno tudi strinjava, da nihče od teh proizvajalcev nima nikakršnega interesa vlagati v nek OpenBeam format, če jih v to ne bo prisilila zakonodaja ali pa kupci. Definitivno. Se strinjamo celoti. Ja. Ok. Lej, da ne bo danes predolgo, bi jaz recimo, da počasi tole zadevo spelo proti koncu. Obdelala smo enih par stvari, nekaj o novicah povedala, nekaj sva se ponavljala v smislu modela in procesa, ampak o tem se bomo najbrž konstantno vrteli. Tako da recimo en tak del oddaje bi bilo tudi recimo priporočila, ki niso nujno vezana na BIM ali pa na gradbeništvo, ampak recimo, da karkoli ti oziroma jaz in jasno tudi gosti bodoči najdejo zanimivo, da pač tukaj le mačken povajo. Tako da bom jaz recimo danes s tem le začel in recimo, da v luči podcasta bi v bistvu izpostavil eno podcast mrežo, tweet.tv, če greste na twit.tv, ta mreža podcastov promovirana tudi na iTunesu, v bistvu mislim, da jih je približno 20 nekih podcastov imajo. Poslušam, mislim, da 3 ali 4, za več tako ni časa, tako da od tam nekako recimo, da izvira tista recimo prva ljubezen do podcastov oziroma poslušanja takšnih oddaj, kar je jasno zelo zanimivo, ker radijskih oddaj pa v bistvu ne moram poslušati. Odlično. No, moje današnje priporočilo je pa povezano z BIM-om. Vsi tisti, ki mogoče spremljate BIM dlje kot tole oddajo, verjetno veste, da je okrog BIM-a ogromno nekih dezinformacij, napačnih tolmačenj, niti ne moramo se zediniti, kaj BIM dejansko je, je to procesor, model, je to nekaj tretjega. Zato se mi zelo zanimiv en kanal, YouTube kanal Bullshit BIM. Bo tudi povezave na voljo, pa si lahko pogledate. No, in na tem kanalu je zaenkrat en video, ki prikazuje, oziroma v prvem videu se ukvarjajo s tem, z relacijo med IFC-jem in COBie formatom, in to na tak način, da lahko vidimo, da tudi tisti, ki so pisali originalne standarde OpenBeam-a, ne ločijo točno med samimi formati. Tako da priporočam, kogarkoli zanima, karkoli v zvezi z BIM-i, IFC-ji, kaj sploh COBie je, predlagam, da se to pogledajo, video ni dolg, je pa vreden ogleda. Super, lahko potrdim, da je fantastičen. Ok, torej sva pri koncu tele prve oddaje. Robi, kje te lahko bodoči poslušalci tega podcasta najdejo, oziroma kje si na internetu? Na internetu sem na preveč mestih, ampak najlažje me pa lahko kdorkoli najde na Twitterju, ker je moj Twitter handle Robert Klinc, pisano skupaj. Oziroma lahko me tudi kontaktira kdorkoli bi želel na mail, lahko se najde mail na Google, lahko me pa tudi lepo poišče na ime afna.primek.net, se pravi robert@klinc.net. In ti, Matevž? Ok, torej mogoče najlažje na matevzdolenc.com, skratka spletna stran, podobno tudi mail, se pravi matevž@matevzdolenc.com, ali pa tudi Twitter, vse Matevž Dolenc, mislim, ne se Dolenc Matevž, ampak afna pa Matevž Dolenc. Tako da polno enih stvari, kjerkoli nas boste kontaktirali, zelo veseli bomo.
Tako da jaz bi s tem v bistvu zaključil tole prvo oddajo. BIM-pogovori.si je spletna stran, podcast je tudi na Facebooku in pa na Twitterju, tako da BIM-pogovori tudi na Facebooku in pa Twitterju. Vse to najdete tudi na zapiskih, kjer boste pač na spletni strani našli tudi različne načine, kako se na podcast naročite. Tako da mislim, da je to vse, kar sem mislil za danes povedati. Robi, še kaj? Se kaj pozabila? Mislim, da ne, pa upam, da so se potencialni poslušalci prebili skozi to prvo oddajo, pa da ne bo še kdaj poiskali. Ok, no skratka, adijo od Matevža in pa od Robja. Nasvidenje. Adijo.